Lep dober večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. 11. april je v koledarjih zabeležen kot praznik Mestne občine Celje. In 11. aprila je poseben naziv prejel gospod, ki sedi ob meni. Počaščena vam predstavljam gospoda Edvarda Stepišnika, letošnjega nagrajenca z najvišjim možnim nazivom častni meščan našega knežjega mesta. Dobrodošel. Dober večer. Dober večer. Čast mi je gostiti vas v oddaji. Poznava se res vrsto let, ampak ob tako veselem in lepem dogodku je pa še posebej pri srcu toplo. Hvala lepa. Dragana, jaz predlagam, da se tikava, ker med dva se poznava že 40 let ali pa že mogoče malo več, da ne bom kaj izdal, ne? Ampak res sem poznal tvoje prijatelje, tvoje direktorje in tako naprej, tako da predlagam, da se kar tikava. Mene to ne motim, ker sem starejši, mislim, da si lahko to privoščim, ne? Hvala, sem počaščena za ta predlog, tudi lažje nama bo, ne bova se motila, enkrat boš ti, enkrat bomo vi in tako naprej, je tudi za gledalce bolj lahko poslušati. Kako se počutiš te dni, ko si prejel to častno priznanje našega mesta? Ja, če sem čisto iskren, moram reči, da so bili to kar naporni dnevi. So kaj, ne? Te kar nadlegujemo novinarji. Nisem toliko navajen. Prvič novinarji, pa tudi drugače. Veš, se malo otojiš od tistega družbeno-političnega dela, bom rekel, javnega dela, greš bolj v samoto, greš med prijatelje, so ti prvenstveno bolj druge stvari v prioriteti kot zeliščarstvo recimo in pa še marsikaj, tako da je bilo kar naporno, ampak po svoje pa zdaj pa ugotavljam, ko delam malo analize, da je bilo pa lepo. Je bilo lepo, in sem se lepo počutil in tudi nisem imel kakšnih posebnih trem, ne, ker ne vem. Pri vseh tvojih izkušnjah, razen tiste pozitivne treme druge, ne verjamem, da obstajajo. Moja oddaja gre ponavadi tako, da gremo od začetka, od rojstva in naš častni meščan ni ravno čisto v Celju rojen. Si bil doma rojen v Dreščini vasi ali v bolnišnici? Če greva od začetka, bo pa to dolgo oddaja, ne? Ker v 80 letih imam pa kar že nekaj zapovedati. Bova nekako na dekade razdelila. Ja, v Dreščini vasi, ja. To je 5 kilometrov iz Celja. Na manjši kmetiji, tako da kolhozniki nismo bili nikoli, pa preživeli smo tista burna leta, bom rekel tudi po vojni, ko je bilo pa izredno težko, no, res. Se spomnim nekaterih stvari, ampak po svoje so bila pa to lepa leta, ne. Kakšen je spomin na tiste čase, na življenje, na podeželju? Je le bilo drugače? Ja, jaz moram reči, da smo marsikaj pogrešali, no. Prvič, po vojni ni bilo oblek, ne. Jaz sem bil rojen še med vojno, ne, in se spomnim, prvi moj spomin na vojno je bilo to, kako smo se enkrat naložili na nek voz, ko nas je sosed peljal potem otroke v Šmartno, ker so rekli, da bojo vas bombardirali, ne, in smo odšli, se peljali v Šmartno, prenočili čez noč in drug dan se vrnili nazaj, k sreči ni bilo nič, no. Tako da to je bilo kar hudo, no. Po vojni seveda se je pa začela obnova. En tak spomin, recimo smo imeli enega prašiča 2 leta starega, ko samo govoriti ne znal, ne, drugo pa vse, ne, in smo ga pitali, smo ga hranili in potem seveda obvezna oddaja, ta prašič, ki je imel pa na 300 kil, je pa šel, ne. Vaš hišni ljubljenček. Ja, seveda, in kam? V te svinjake, ki so jih zgradili v Dreščini vasi, ne. Moram povedati tudi to, no. V Dreščini vasi so zgradili 5 svinjakov, svinjsko kuhinjo, kuhinjo za mast, za cvretje masti in so seveda pobrali te prašiče, ne, in so jih dali v tiste svinjake, no. In nam se je ta naša smilila, ne, in smo ji nosili hrano, jabolka pa, ne vem, detelju.
ker veš zakaj, to je bilo to, ne? Mi smo pričakovali koline, ne? In to je mesa za 2 leti bilo. Ne? A bi bilo? Ja, potem pa to gre po neki obveznici, ne? Ko je oče dobil, podpisal, pa evo. To je bila pa tovarna masti, namreč, moram reči, to je Lukova, Odleskoška Luka ideja, da bomo imeli tovarne masti v Sloveniji, da bomo imeli dosti masti, ker šlo se je za mast, za maščobo. No in to so 1 leto pa pol se je to delalo, se je tudi cvrlo tam, ne. Potem so pa naenkrat pa vsi prašiči šli, ne, zaradi slabega vzdrževanja, bom rekel, ne, in so poginuli, no, dobesedno za, ne vem, neko prašičjo bolezen, no, se zdajle ne spomnim kaj. No, tako se je to končalo, to obdobje, prvo, to se najbolj spomnim, no. Drugo, ali pa naslednje, kar se pa spomnim iz tistega obdobja, pa ta kmetijske obdelovalne zadruge, ne. Oče ni bil nikoli v zadrugi, ampak so se ustanavljale kmetijske obdelovalne zadruge in so hodili kmetje z vilami, z motikami in tako lopatami na vas, so se dobili in so šli potem delati nekam, ne. Ker smo mislili, da bojo kakšni tržni viški, pa iz tega ni bilo nič, ne. Nas je otroke bilo pa strah, ker so hoteli zemljo pobrati, ne. Ja, in nas je bilo zelo strah in to se spomnim prvega strahu, ne, ko smo gledali skozi polkne, kdaj bojo, ali bojo šli pred našo hišo, bojo šli na naše njive, ali ne, in tako naprej, ne. Evo, ampak jaz sem imel zemljo vedno rad, ne, in že takrat sem čutil, da moramo se za zemljo boriti, ne. Da je to tvoje poslanstvo, življenjsko. Si imel kaj bratov, sester? Ja, imel sem, bili smo, bom rekel, 4 bratje, ne. Najstarejši je umrl, ko sem bil star 4 leta, moral ravno 1. razred, pa je umrl in on je bil tudi določen za prvega naslednika kmetije, ne, ker to je bilo takrat splošno znano, da najstarejši sin je prevzel kmetijo. Ostane doma, tako. Ja. No, in ko je umrl, je seveda nekako padla kocka, da sem jaz tisti najstarejši. No, potem sta se rodila še 2 brata, moram reči, da sem se rodil doma, ne, jasno, takrat v Dršini vasi, in tudi brat, se spomnim, ko so me zaprli v kamro in sem poslušal, kdaj bo zajokal. No, 3. brat je pa se rodil pa že v Celju. Že v Celju, v bolnišnici. Ja, on je pa že bil. Tako da, potem je pa seveda življenje šlo naprej, ne. Ker nismo imeli kaj za obleč, ne, v bistvu, ne, ker prvič ni se dobilo, ni bilo denarja, vse veste, kako je, vse smo nosili en za drugim in tako naprej, očetovo kakšno obleko predelali, zato da smo imeli nove hlače, pa še tisto, ne. In se spomnim, no, to je tudi, ne bom nikoli pozabil, no, ko sem bil še 4 leta star, sem nosil še kiklico, ne, takrat. To smo imeli tisto na drukarje. Teta mi je naredila na drukarje in je bilo lepo, čujete, mi smo tekli, vse smo upravili tako teku. Vse je bilo prosto, nič ni vezalo. In potem je prišla ena moja vrstnica v bistvu, ne, iz Celja, ne, veste, ki je Celje bilo takrat, ne. In sosed, ker je bila neka žlahtnica in potem je ona prišla do mene, pa je tako s kiklico naredila, me je malo dvignila pa rekla, ja pa ti si fant, pa nosiš kiklico. Pa je bilo pa konc tiste mojega vesela s kiklico. To verjamem, za fantka odraščajočega, pa še da ti deklica dvigne krilo. Pa ja, to pa. Ampak nismo vedeli, da smo dvojne vrste ljudje na svetu, še takrat. Potem si zapomnil. Igra pomembna, ja, pa živali pa tako naprej. Kaj pa osnovna šola? Je to bilo tam, ki je blizu? Kako je bilo s tem organizirano? Ja, v osnovno šolo sem hodil v Petrovče, ne, ampak to samo 4 leta. Potem pa v nižjo gimnazijo, to je bila nižja gimnazija, se pravi 4. do 8. leta, nižja gimnazija v Žalcu, ne. A v Žalcu je tudi bila? Ja, pa je bilo pa to v Žalcu in to je bilo potem
S kolesom, ne, s kolesom. V Petrovče, peš, ne, normalno, v Žalcu pa potem s kolesom, ali pa tudi peš, če ni bilo. Ker smo imeli samo eno kolo, ne, in tisto kolo smo imeli, oče je za v hosto ga imel, mi smo ga imeli za v šolo in tako naprej, ne, seveda. Ampak do Žalca, to pa je že bila pot velika. To je že bilo daleč, ja. Celje pa sploh, no, Celje pa sploh. Verjamem, asfalta takrat ni bilo. Ne, ki pa. Ni bilo. In nižja gimnazija, kaj ti je to dalo, kam si lahko potem šel naprej v šolo? Ja, veste, takrat se je začela tudi ta kmetijska reforma, ne, po Kardelju, ta socialistična politika na vasi in tako naprej. Poznam te knjige, ne, ker sem jih tudi potem kot učbenike uporabljal. Se je začela tista komasacija, se pravi združevanje, ker so ugotovili, da s temi obdelovalnimi zadruge ne bo nič, ne, ni tržnih viškov, ni bilo nič, ne, samo delali, samo ljudje so se med sabo kregali, skregali tudi zaradi tega, ker jasno, nebošljivost je malo, ne, kdo je več, kdo je manj in tako naprej, no. No in potem so rekli, bomo pa naredili večja posestva, ne, in takrat so tudi prišli prvi traktorji, ne, šele. In takrat se je začelo, da bi, mislim, aktivnosti, da bi pridelali hrano doma, ne, ker je bilo pa zelo malo, ne. No in potem so nam pobrali tudi neke najboljše zemlje, ne, za kmetijsko podjetje oziroma kombinat, ko je bil. In oče je rekel, na zemlji ne bo perspektive, ne. Kaj, če bi šel v kmetijsko šolo, pa bi bil šolan kmet, ne, to je tudi, ne, če bo se vrnil nazaj, ne. No in tako sem začel, ne, tako sem hotel iti v kmetijsko šolo v Maribor, pa nisem bil sprejet. Zaradi čudnih okoliščin, tudi takih nesocialističnih, bom rekel, ja, so imeli eni pač prednost takrat, ne, ki so bili bolj... Strankarska pripadnost in podobno. Ja, strankarska ni bilo. To se pravi, ali pa nepripadnost. Tako, ja. Torej, film Moj ata socialistični kulak ni izmišljotina. Čujte, zelo realističen, ne, in moram reči, dejansko se spomniš takih stvari. Ja, tako je. In potem si odšel v Maribor. Nisi bil sprejet? Ne, z Mariborom nisem bil sprejet, potem so pa ugotovili, da je premalo kmetijskih delavcev, šolanih delavcev, pa traktoristov, ne. In so ustanovili v Vrbju pri Žalcu dvoletno kmetijsko šolo, ne. No, tam sem bil pa takoj sprejet, ne. Tam si bil pa takoj sprejet. Čeprav sem bil zelo majhen še takrat, sem bil od začetka zelo majhen, ne. Tako da se spomnim, ko sem šel doma, ne, iz Drešine vasi do Vrbja, ne, z velikim kovčkom, tistim kartonskim kovčkom. Tako je bilo. Sem po stran moral hoditi, da se mi ni vlekel po tleh, ne. In tam smo bili v internatu, v enih skladiščih so nam uredili spalnice, skladiščih za umetna gnojila, ne. In dopoldne smo imeli šolo, pouk, ne, popoldne pa delali na kombinatu, na kmetijskem posestvu, tudi dežurali zjutraj ob 3 naprej v hlevih, ali pa delali na inštitutu. Tako da 2 leta to smo zelo delovno in ker sem bil kolikor toliko izobražen v kmetijskem delu, sem kar dobro uspeval, no, moram reči, pa tudi dosegel dobre norme, vedno sem bil med prvimi, ko se je bilo treba. Torej, zemlja, kmetijstvo od mladega. Kaj pa, Edi, kot ti rečemo prijatelji, privatno, da se tako izrazim, je bilo kaj zasebnega življenja te mladosti, ki je bila v tistem času, pa tudi verjetno drugačna, kakor danes? A veste kaj, kaj posebnega tudi za igro ni bilo, ne. Že ko sem bil tudi v osnovni šoli, ne. Razen nedeljo popoldne, ne. To je bilo pa, ko so šli starši malo počivati, ne. Na gospodov dan. Smo se mi igrali ravbarje pa žandarje, pa kavbojce pa indijance in tako naprej, potem, ko smo kako kavbojko videli. Prej ne, prej smo se ravbarji pa žandarji, ne. In smo kar lepo se družili, ne. Naslednje, kar
se dobro spomnim, je to za vsako jabolko smo vedeli, za vsako češnjo smo vedeli, hruško, kdaj bo, vse tako mislim, kaj, da se malo se rabuta. Tako. Če tega nisi počel, vedno je sosedov sadež slajši kot tisti doma. To pa vedno. So vas kaj s palicami preganjali? Niti ne. Ampak smo morali pospraviti, če smo po kakšnih toplih kozovcih gor plezali, smo morali pač pospraviti za sabo. Če ne, so nas pa poklicali, pa za ušesama, pa je bilo. Ampak je bilo pa lušno, pa smo se zopet tako. To je bilo druženje. To je bilo druženje. Čez teden pa ne, seveda ne, smo morali pomagati, pa delati na kmetiji. Potem pa po teh 2 letih tega izobraževanja pa sledi kaj naprej? Ja, potem sem pa lahko šel v Maribor v 3. letnik. Potem si pa lahko šel? Ja. To je pa spet velika sprememba. 3. pa 4. delo pa v Mariboru in moram reči, to je bil pa prvo potovanje v svet moje. Kakšni so bili vtisi? Z vlakom v Maribor, tam na Vrbansko, ker je bilo treba kar 5-6 km hoditi iz postaje pa do, veste, ta šola je bila tam pod Kalvarijo. So bili pa tudi lepi spomini, moram reči. Kaj si živel tam, ali si se vozil, kako je to bilo? Ne, sem bil v internatu, da sem pa lahko plačeval, se veste, starša sta me podpirala in tako naprej. Ampak denar je bil drag Maribor že takrat. Pa sem našel zaposlitev na Inštitutu za sadjarstvo, takole popoldne, in sem profesor Priolo, znan profesor, ki je vzgojil veliko novih vrst sadja pri nas, sondiral tista jabolka po zimi, recimo, in ugotavljal trdoto, pa kako se mehča iz tedna v teden. In vsak teden sem to penetriral, smo mi rekli, se pravi, odrezal malo pa spustil kot za eno pištolo, da sem ugotovil trdoto. Ampak to, nekaj sem zaslužil, to za hrano pa stanovanje. Pa še naučil si se veliko. Drugo pa, veste, tiste jabolka sem lahko nesel potem v internat, ki niso bila za prodajo, ampak veste, kaj je bilo to. Sladica boljša kot karkoli drugega. Tako, ja. Pa res, kako pa je bilo s hrano v internatu? Ste hodili kam jesti, v kakšno menzo? Ne, to je bilo vse to. To je bilo vse v internatu, ja. Jaz se zdaj že ne spomnim, ampak nismo trpeli. Ni bilo hudega. Ne, je bilo kar lušno. In to je srednja šola, potem pa že fakulteta naprej. Ja, v tem času je pa mlajši brat dorastel, in smo se enkrat doma vsedeli skupaj, pa smo rekli, kaj pa če bi Milan, ki je kot najmlajši prevzel to kmetijo, ti si že malo svet spoznal in tako naprej. In je to bilo to. Moram pa reči, da v tem času, ko sem bil v Mariboru, sem številna prošnja napisal za štipendijo, pa žal. Čeprav je bil oče zadružnik, oziroma član kmetijske zadruge, ampak ni bilo. Veste, to so bili tisti, ki so bili malo starejši, ki so se pobrali potem. Tudi zaposlitve potem ni bilo. To je najbolj zanimivo, ker moja prva bom rekel, izobrazba je bila kvalificiran kmetijski delavec in traktorist, ker sem naredil še traktorski izpit. To je bila prva. Potem pa kot kmetijski tehnik. Tudi ni bilo službe na obratih. Bom malo povedal tudi to resnico, kar pa me takrat malo bolelo, da je bilo pa veliko kmetijskih tehnikov, ampak mi smo jim rekli brzci. Ja, hodili so tudi v Vrbje, tudi 2-letno šolo, program je bil podoben kot naš, sam njim popoldne ni bilo treba delati. Mi smo delali, oni so bili pa gospodje in so hodili lahko domov. So bili pisarniški kmetje. Tako, ja. In so to postali, pa je zanimivo to, ko so pa končali, so pa dobili službe. To, ker ni bilo tehniko, veste, na kmetijskih posestvih. Tako da je bilo težko obdobje, to za nas mlade, ki smo bili pa ambiciozni, pa smo hoteli nekaj, pa žal je tako.
Ampak mi ni žal, no, da je to tako odbilo. Pot te je nanesla tja, kamor je bilo zapisano in tam je potem veliko tega nastalo, kar morda ne bi v drugačnih okoliščinah. Verjetno bi se drugače zasukalo, ostal bi na nekem posestvu, pa bil kmetijski tehnik, mogoče tudi vodja kakega kombinata, to je pa tudi vse, ne. No, so pa v Ljubljano ustanovili to živilsko tehnologijo, ne, na biotehniški fakulteti in sem našel nek stik in sem rekel, to bi pa jaz bil, ne, tako da bo nekaj in sem šel v Ljubljano potem, ne. So bili kakšni sprejemni izpiti ali kako je bilo? Ne, so nam kar priznali od začetka, ni bilo nobenih problemov. Problem je bil seveda, kako bom preživel, ne. To je bil problem pol, ne, ker Ljubljana je pa še dražja bila kot Maribor, pa bolj zahtevno tudi, sigurno, ne. No, ampak sem si honorarno delo našel kot nočni vzgojitelj. Priden. Pa sem to... Koga si pa po noči vzgajal? Veste, kaj se je tam dogajalo vse v internatu. Namreč, bil je to internat, mešan internat, ne. Fantje, punce, dvorišče in tako naprej. Sem mogel to ob 7 zvečer red narediti, zaklent ene, zaklent druge, preveriti, kdo je vse not, ne, to je bilo moje delo. To pa je bilo dela. In pa seveda dežurati po noč, ker vse veste, to so bile pubertetnice tudi. Seveda. Jaz sem bil takrat 22 let star, ne, ampak, veste, so bile pa 4-5 let mlajši, ne, not. To že v puberteti, ne, pa vse veste, kaj je pri ženskah, ko imajo svoje muhe, ne. A pri fantih ne? Ko so gledali... A pri fantih ne? Manj. Ko so gledali skozi okno, pa morali iti gor, pa fantje tam tisti iz šiške žvižgali, pa kibicali in tako naprej, ne. Pa so pa, vse veste, ena je kakšne žolčne kamne, ena je bila zaljubljena, pa je imela, pa se zmislila in tako naprej, ne. Celo do rojstva je prišlo, ne. Celo to. Kako je bilo v tistih časih to sprejeto? Bom tako rekel, no, veste, naslednji dan po tistem rojstvu, ne, ko sem rešil tega otroka iz školke. Prav v tem internatu se je to zgodilo? V internatu. Ojoj, pa si bil babica? Profesionalna drugač vzgojiteljica, pa ni vedela, ne, da je punca noseča, rekla, da se malo močne, da je zebe, pa se bolj oblači in tako naprej. In je rodila po noči, ne. Na božični večer, ne. Ja. Ampak hec je to, da sem naslednji dan pa bil junak, vse veste. 150 ljudi v internatu, po vseh različnih šolah in to je takoj, tam se je pa rodil po noč, ker so tako vsi vedeli, ne. Je to šlo v širino in sem bil junak. To bi še danes šlo v širino, kaj šele takrat? So mi na fakulteti punce kupile tako mehno lutko, otročka, ko sem prišel. Zanimivo to, no, zanimivo. Pa zanimivo, še eno zanimivost, pri tem moram pa to povedati, ne, da je žena, je pediater, moja žena, ne, je bila takrat na stažu, ko so to punčko pripeljali v bolnico, ja. To so se pa po letih, ko so se poročila, takrat se še poznala nisva, ne. Ravno sem hotela vprašati, če so se potem takrat spoznala zaradi tega? Ne, še kasneje. Še kasneje. Ker je imela težave, ker ni služb dobila, ne. Takrat je bilo za dohtarje izredno težko, ne. Šli so v Švico, veliko in žena je bila sprejeta tudi, da bi šla v Švico, ne, ampak potem zaradi bolezni očeta je ostala doma in je našla prvo zaposlitev v Žalcu, ne. Ja, stanovala v neki ambulanti zapuščeni. Potem je po Celje prišla, no, tam so pa prijateljice moje. Tam so pa... Se je pa zgodilo, ne? Se je pa zgodilo, ja. Lepo. To so utrinke, veste. To je vse, zato ima... Zakaj, ne? Vsak zakaj ima nek za to in takrat, ko si ti bil babica, porodnici, so se vajine poti že prekrižale in je verjetno bilo že zapisano. To je res usoda, ne? Ja, res. No, dobil sem pa prvo kolo na predstave takrat, veste, za nagrado, ne? To mi je pa uprava dala, ja. Jaz sem imel tam stanovanje in hrano za ston, ne? Zato. Sem pa dežural od 7 zvečer do 6 zjutraj, ne, a veste. Ne spanje, noči, to je kar naporno. Vsak tok cajta potrka, veliko je bilo glasbenikov, ne, ko so imeli kakšne koncerte, pa so hodili na koncerte in tako naprej. Odpira to pa.
pa zaljubljenost tudi, pa tako da je bilo kar zanimivo. No, seveda je bilo. Torej, tvoje prve ljubezni niso bile štajerskega, ampak bolj iz ljubljanskega konca. Ja. Soproga pa je? Soproga je pa Ljubljančanka. Ljubljančanka. Ja, pravzaprav iz Polja pri Ljubljani, takrat je bilo Polje malo izven Ljubljane še, ne, zdaj. Kako se je pa dopadlo Celje? Ja, ko je prišla v Celje, je pač dobila to garsonjero in potem smo se prvi otrok, pa smo se selili. Ljubezen se zgliha. Vse gre. To je to. Vse se da. Veliko je še o tvoji mladosti in o tem, kako sta študirala, kako si gradil življenje in vse. Počaščena pa povem, da sem danes dobila v dar knjigo Rad bi vam povedal. To knjigo ima čast imeti le nekaj ljudi, ni nikjer naprodaj, je pa Edijeva zapuščina. Njej je zapisal stvari, za katere pravi, da si jih je vredno zapomniti. Naprimer, vnučka njegova, ena od njegovih srčic ga je vprašala, ker niso imeli, to je vedela, da niso imeli elektrike, dedi, kje ste polnili pa mobitele? To so takšne zgodbe, ki jih je bilo potrebno zapisati. Sigurno. O tej knjigi in pa potem o tvoji tudi službeni karieri in še veliko lepega, spoštovane gledalke, čez nekaj trenutkov. Sem že čez 80, pa še zmeri snemam. Rifle, mi smo. Kaj se dereš, se te slišim. Imam slušni aparat. Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio BM. Spet slišim. Pozdravljeni spet v ženski areni. Čast mi je gostiti častnega meščana Mestne občine Celje, gospoda Edvarda Stepišnika, za prijatelje Edija in kot mi je dovolil, ker se le poznava res vrsto let, ostaneva na ti, tako kot sva tudi sicer v zasebnem življenju. V prvem delu oddaje smo slišali zelo zanimive zgodbice o njegovi rani mladosti, o tem odraščanju na periferiji Celja, v bistvu v Dršinji vasi in potem izobraževanje, osnovna šola, pa nižja gimnazija, pa Maribor, prišla sva do fakultete v Ljubljani in se dotaknila že malce tudi zakonskega življenja. Preden sva končala prvi del oddaje, pa sem omenila tudi knjigo Rad bi vam povedal. Nekaj posebnega je ta knjiga, pa nam malce samo o njej povej. Ja, knjiga je rezultat korona zaprtja. Moram reči, da mi je bilo kar malo dolg čas, ker sem navajen delati, biti v družbi, v klubih, društvih in tako naprej. Sem pogrešal nekaj, pa sem razmišljal o tem. No, potem je pa vnukinja to izpostavila, pa sem rekel, kaj je to sploh vnuki, že otroci bolj malo, moje, ampak vnuki pa sploh ne poznajo te zgodovine, zato sem se malo poglobil, pa sem rekel, se imam pa veliko zapovedati. Potem, ko sem pa 2 meseca, 3 mesece recimo razglabljal, pomalem začel pisati, pa ugotovil, da so še pa druge stvari, ki jih pa drugi ne poznajo. Tudi malo na občini, tudi društva, kaj sem naredil in tako naprej, je mogoče zanimivo za koga, sploh pa za tiste, ki so z mano delali in živeli.
In tako je nastala ta, bom rekel, knjiga, ki je bila čisto samo za založbi, 100 izvodov, samo za širšo družino in pa za prijatelje. Ne. To je dobijo. Pa sprašuje nekateri, kje se to da, pa se ne dobi. Razno v knjižnici so me tudi, da sem dovolil 3 izvode, da se tudi lahko sposodi. In pa seveda vnuku, ker tam pa itak moraš registrirati na to knjigo. No. Tako da, to je bršlo takole amatersko, bom rekel. Ja, ampak izlito je srce, izlit je del zgodovine, za katero je zelo prav, da je zapisana. Ja, to pa je res, ne. To pa je res. Nekatere stvari poznamo, ne, drugih pa ne, ker smo pa le tisti, ki že veliko se spomnimo nazaj, ne, pa če se to zapiše, je le zanimivo. So zanimivi podatki. No, mene je samo presenetilo potem, ko sem razmišljal o tem, kako pisati, da se je toliko dogajalo. No. Res je veliko dogajalo. No. Ogromno, kot včasih sem veliko mlajša, dosti mlajša, ne bom rekla, veliko mlajša od tebe, ampak ko pomislim nazaj, se mi zdi, da je veliko več vsega bilo. Vseh nekih dogodkov, vsega nečesa, morda ravno zato, ker je takrat potekal razvoj. Ja, pa in gradnja, mlajši smo bili, mogoče zato. Dogajalo se je takrat, ko ni bilo toliko televizije, ni bilo radija, sploh pa ne mobitelov. Tako. In jih ni bilo. Zdaj so pa mobiteli in seveda pozabimo na vse drugo, samo da z mobiteli delamo, ne, in tako da. So bili drugi časi, no, drugi časi. Vse je potrebno postaviti v tisti krog, ne. A veste, tudi na občino, ko sem prišel, recimo. To je treba videti v tistem času, ne zdaj občina, kaj se mi pa pravijo, kako je bilo, kaj se je naredil in tako naprej, ampak je bilo zanimivo, no, je zanimivo po svoje. Ja. Iz poštene delovne kmečke družine, doštudiral si in potem začetek tvoje kariere, soproga je prišla v Celje, zdravnica. Kaj pa tvoja kariera, kako se je začela? Ja, jaz sem se zaposlil v Merksu, oziroma v Tozdu. Tozni so bili takrat. Temeljna organizacija Združenega dela. Tako, kot prvi tehnolog za pekarstvo. Ja. Ker sem že takrat bil kritičen, ker sem rekel, vsako posestvo, veleposestva, vsaka večja štala, bom rekel, večji hlev, ima agronoma, ki predpisuje to, malo hrano, krmo, kaj bomo dali, ne. Tle v industriji pa ni bilo v bistvu tehnologov, ne, ki bi to stvar pospešili, zlasti, da bi potisnili ta razvoj naprej, ne. No in mi je bil to prvi izziv, no. Razvoj in sem veliko noči preživel z peki našimi, ne, zato da sem z njimi delal, ker veste, pek je nekaj posebnega, ne, po mentaliteti, ne, in to je treba upoštevati. Ti moraš biti z njim, pa mu pokazati, pa dokazati, potem pa, ko pa spreme, potem pa ne da z rok, ne. In tako sem jim dokazoval tudi po noč, kaj je, če bomo dali nove proizvode. Prvi moj proizvod, takšen bom rekel, so bili dvokilski gabrski hlebi. Dvokilski gabrski, znameniti hlebi, zelo dobri. Pa še 1,5 kilo velika, pol bela mlakarjeva štruca. To sta bila moja prva proizvoda, ko sem jih delal, in potem so peke rekli, pa ne, ker sam prije, ker je to bilo bolj mehko testo in tako naprej, da ne bom šel preživljati. Omenil si Mlakarjeva, če lahko ostaneva za trenutek na tem. Vemo, da je bila Mlakarjeva pekarna od gospe Mlakar pekarna. In si lahko dal to ime? Čujte, jaz sem z gospo Mlakarjevo še delal, ona je še takrat prodajala, ko sem jaz prišel. Z njeno mrežico na glavi. Pa recimo, če si opazovala njene roke, one so bile tako, recimo, prav narejene za štruco. Res. Prav ta gib je bil tale, recimo. Kot štruca ga je zagrabila kot z loparjem. Zanimivo, drugače je bila pa lušna ženska. Ja, prijazna, zelo. Njen kruh pa je dišal po celi ulici. Ja. Tako da, evo, to sem takrat delal in potem sem postal pa direktor Tozda, pekarn, in se mi zdi, da smo bili utesnjeni
premalo nas je bilo, bolj bi se morali povezati in vse skupaj. In sem začel to reorganizacijo in stalno povezoval. Poglejte, mi smo združili pekarstvo v Laškem, pekarno Laško, pa v Rogli, pa v Rogaški Slatini, v Velenju in tako naprej. Teda smo postali že kar dobra firma. No, no kasneje smo iz Tozda prerasli pa v mlinsko predelovalno industrijo, ne, ker smo takrat je bilo moderno, industrija. Ne? Seveda. Ja, potem po 3-4 letih je bilo pa že to malo moteče, ne industrija, kakšna industrija, ne? Nismo imeli nobene industrijske pekarne. Če pa delamo hrano. Ja, tako. Ja. Smo šli pa v mlinsko predelovalno podjetje, no? In sem postal generalni direktor te firme, pa že prej, ne. No, potem smo pa združili še nekatero, da smo prišli seveda v Ljubljano, ker mi smo osvajali trge. Takole Zasavje smo imeli v Hrastniku v Zagorju, pa Posavje, Brežice, Sevnica, ne. To so bile vse naše pekarne, tam do Koroške skoraj, ne. Velenje, Mozirje. Ljubljano je bilo pa najtežje. Kako? Ljubljano je bilo najtežje. Ja, v Ljubljano pa najtežje, ker so bili zaprti, pa nas niso obstili. No, in potem smo pridružili eno gostinsko podjetje, ki je imelo pa neko staro pekarno, ki pa sploh ni delala. Ne. In smo obnovili to pekarno, dobili nekaj odjemalcev, ne, med gostinci in potem se je to širilo. Ne. Potem smo v BTC-ju naredili prvo prodajalno, tak kiosk z našimi proizvodi. Tako da smo prišli kar dobro v Ljubljano že in moram reči, smo kar za Žitom bili kar druga največja firma v Sloveniji. Ne. Lepo. Ja. Z dobrim programom. Moram pa reči, da jaz sem vedno želel razvijati novi programi in tako naprej. Ja. Si se izobraževal tudi kaj v tujini? Si tam iskal kaj novih znanj? Ja, jaz sem veliko tečajev naredil na ekonomski fakulteti, potem se veste, to je bilo čisto novo vodenje, drugačno vodenje podjetij in tako naprej, obnašanje. Potem na CISEF-u, tako da veliko teh tečajev sem se udeležil in to me je zelo koristilo. No, no in ko sem že začel pri razvoju, ne, smo razvili neke programe, recimo za Evropo že takrat, ne, to je pred, ne vem, precejšnjimi leti, ne, nazaj. In te programe so opazili tudi že Nemci, ne, in je Nemec Hane, dr. Hane, ki ima firmo v Hamburgu, opazil naše proizvode in so mu bili zanimivi in je prišel in smo začeli sodelovati. Veste, 4 leta so se sicer sondirala, tako gledala, pa tako, ne, spoštljivo, ker je bil gospod, ne. Ja. On je bil tudi, moram reči, predsednik te organizacije za cerealije, to je žitarice pri Evropski skupnosti. Ne? Ja, tako da tudi dobro nameščen gospod in sem rekel, če bo kdo, bo ta pomagal, da bomo v Evropo prišli do konca. Seveda. No in tako smo tudi naredili skupno firmo že in smo se dogovorili. Ne? On je bil v Hamburgu, on je rekel, bom jaz do Münchna z svojimi proizvodi, pa vašimi proizvodi, mi pa od tukaj do Münchna z njegovimi, pa tudi našimi proizvodi. Šlo pa za tiste blazinice z različnimi polnili, pa neko biskvitno pecivo, to so te Magdalence, znane Magdalence po prostu, ne, če si brala, pa zvezdice, kolačke in tako naprej, vse pakirano seveda. Ne, in to je bil program res za Evropo, no, moram reči, no. In en spomin na takšne kolačke ti moram prenesti in lep pozdrav od nekdanje ravnateljice vrtca Anice Černejeve, ki se spomni, da si podaril po poplavi otrokom 800 teh nekih kolačkov. Ja, to pa res. Ja, lep spomin in se zelo zahvaljuje. Hvala. In je potem povedala mi je tudi, da je o tem celo govorila na oddaji na Radio Celje. Ja, kakšno darilo, pozornost, kako dobrosrčno s tvoje strani in strani podjetja je to takrat bilo. Pa ne gre samo za to, ne. Mi smo tudi skupaj razvijali nek program zdrave prehrane. Zdrave prehrane, za da bi vrtce. Vrtcam in tudi kasneje šolam ponudil. Tako da
Ane se kar dobro spomnim. Je tudi želela in težila k razvoju. V nekem obdobju pa si bil tudi župan našega mesta. Kakšni pa so ti spomini? Ja, veste, bom kar odkrit, ne, če lahko. Izvoli, prosim. Takrat ni bilo volitev, ne? Takrat ni bilo volitev. Kako pa si postal župan? Celjo se je DPO, družbeno-politična organizacija in vsa ta struktura dogovorila za dva kandidata, ki sta bila kandidirala za predsednika, predsednika občine, takrat je bil predsednik, ne župan. No in potem se je nekdo našel, pa je rekel, ampak združenega dela pa nobenega not ni, ne. In so rekli, jaz sem pa bil takrat predsednik partije. To me ni sram povedati. Tako je pač bilo. Ne sekretar, prvi predsednik partije. To je pomenilo neka opozicija sekretarjev. Se pravi, je CK odločil, da sekretarji dobivajo veliko vlogo, pa pomembno vlogo, moramo nekoga zraven dati in to smo bili pa predsedniki partije. Predsednik na lokalni ravni, Celju, v Celju. V Celju. Ampak zdaj, kako sem do tega prišel, to je zgodba nova, veste. Je, ne? Kako so me preizkušali, sem te prav Stepišnik, ali nisem te prav Stepišnik. To me zanimajo, ta preizkušanja. Veliko zgodb je bilo. Kako si jih ti doživel? Sprašujem zato, ker, kot si rekel, rad bi vam povedal, te stvari naj se povedo, dokler ste še živi ljudje, ki se spomnite vsega tega. A veš kaj, to boš vse prebrala. Bom prebrala. To sem pa napisal. Ja, si napisal. No, mimo grede pa lahko tudi to povem, da mene klical Franc Šetincis, ko je bil sekretar na centralnem komiteju v Ljubljani. Če grem enkrat z njim, da ima pot v Kumrovec, ko gre obiskat te šolanje teh kadrov, partijskih. Pa je prišel v Celje po mene, z Mercedesem, pa sem že takrat mi je bilo kar malo hudo, ne. Jaz sem takrat še delal, ne. To je bilo vse volontersko, veste, kar sem to delal, predsednik pa to volontersko. In jaz sem šel z njim, pa sem rekel, nekaj je to v zadju. Nekaj ne štima. Vedno je to bilo. In potem po poti, ko so se peljala do Kumrovca, me je spraševal, Stepišnik, če poznam Milana, to je moj brat, mlajši brat, pa kako je on in tako naprej. In potem mi je rekel, če sem kaj v žlahti z tistim Milanom, ki je pa v dahovskih procesih premenil, ali pa bom rekel zginil. To je bil en sposoben športnik, metalec kladiva, ki je bil, mislim, da celo tretji rezultat na svetu imel že takrat. Bil je direktor tudi te fabrike aluminija v Slovenski Bistrici, ne. Če sem kaj temu žlahti, ker nisem nič bil, oni so bolj s Pohorja, to so se s sinom enkrat dobili. Drugi Stepišniki. Tako da je bilo drugo. In to je bilo tak preizkusno. In ker nisem bil tisti dahovc, sem lahko postal predsednik partije tudi v Celju, ki so mi pa vsi zaupali. Moram reči, že 500-članski kolektiv v Golovcu je bil za to enoglasno in tako. Taj sem še potem en mandat dobil, ampak to enoletni, ne. Mi smo imeli enoletne mandate, ne. No in tako sem, potem so rekli združeno delo, enega združenega dela in sem bil kar primeren kandidat, ker sem že bil malo preizkušen. Že malce preizkušen. Kako pa je izgledala ta funkcija takrat, ko si bil predsednik občine? Ja, veste, moram povedati, kako sem prišel do prvega mesta. To smo bili, evo se spomnim tle Ema, pa ne vem, če ni bila ravno tale dvorana, tista, ko smo imeli zbore, ne, in na zborih smo se predstavili, bodoči predsedniki, ne. In to po vseh delegacijah za združeno delo, pa SISI, ko jih je bilo ogromno in tako naprej. In skozi te kadrovske postopke sem lepo išel z onima dvema. Potem se je pa ugotovilo, potem je pa nekdo rekel, vem kdo, ne, pa nekdo, da pač predsednik izvršnega sveta, takratni, ne more postati predsednik občine, da ne bi bilo pol to isto, ne, more biti drug, ne, je odpadel, ne. Potem sem rekel, no, evo, je še, smo imeli enega
močnega funkcionarja iz Ljubljane na CK-ju, se bo ta, ne. Pa, no in se je zgodilo, da je pa on moral pa v Beograd na funkcijo, no. In sem ostal sam, ne. Premalo časa je bilo za nove kadrovske in tako naprej in tako sem postal predsednik občine, evo. Pa se nisem želel, moram reči, nisem želel, resno. Je pa bila ta funkcija, mislim, 2 plus 2, 2 leti plus 2 leti, pa konc, ne. To se pravi 4 leta. To bi danes bilo tudi prav tako. Mogoče 2 leti je malo premalo, ampak 2krat po 4 leti je pa čist dost. Čist dost, ne? Ja. Lepa kariera, funkcija na delovnem mestu, se pravi, te stvari ti veliko časa vzamejo, kljub temu zasnuješ družino, imaš otroke in ob vzgoji svojih otrok in ob gradnji lepe kariere skupaj s tvojo soprogo, ona na svojem področju, ti na svojem, si zelo družbeno aktiven. Spomnimo te se kot predsednika mnogih društev, kot aktivnega člana društev, celo ustanovitelj 2 društev si bil, pa nam še o tem malce zaupaj. Kaj te je gnalo tudi na tem področju, da si toliko dosegel in toliko dal v našem mestu? A veste, to so zgodbe, ki bi jih lahko mi dva, ne vem, koliko imate vdajo, 1 uro, še eno knjigo napisala. Še eno, ali pa bi imela vdajo, 5 ur skupaj, tako maraton. Na kratko, če gre. Ja. A veste, posod, ker delaš, delaj srcem, ne. To je bil moj moto vse skozi in pa delaj pošteno. Ne za denar. Jaz vam povem, nikjer nisem kakega dinarja še dodatno zaslužil, razen dal, ne. Zlasti v društvih je to, ne. In pa izredno pomembno je, da si ti pridobiš en krog zaupanja vrednih ljudi, ne. To sem pa znal, no. To sem pa, moram reči, da mi je vedno pri vseh teh društvih ali klubih sem zelo dobro delal, no, z njimi. Res pa je, da moraš biti prvi med enakimi, ne nekaj ali pa direktor kluba ali društva, ampak član prvi, gremo v akcijo, si prvi, ne. Če treba dati za kak špricer, dati za špricer, ne. Sam gre za vzdušje, za vzdušje pa to prijateljstvo in to prijateljstvo se potem kali, ne, in to ostane, no, to ostane. In jaz imam, moram reči, ogromno prijateljev, ne samo v Celju, tudi po Sloveniji, tako da sem posod dobro sprijet, bom rekel, pa predvsem je pa to zelo pomembno, čujte, malo se nasmehniti, malo nasmešek, pa tako pa to podreš vse barijere, ne, ki nastajajo, tako da. A prijazna beseda, lepo mesto najde, to je rek, ki še kako drži v življenju. Planinsko društvo je eno od takih dolgo trajajočih tvojih ljubezni. Ja, če se dotaknem planinstva, zdaj moram reči, da takrat, jaz sem bil že planincem, ne vem, 50 let, če že ne več, no. Ampak s tem, da sem hodil rad v hribe, sem dobil veliko prijateljev in so me hitro adaptirali v upravni odbor in prvo nalogo, ki sem jo tam dobil, je bil predsednik organizacijskega odbora za postavitev spomenika, prvega planinskega spomenika v Logarski dolini, ne, pri domu planincev. Moram reči, da to je bila moja prva naloga in zelo hvaležna naloga, res hvaležna. Jaz sem takrat moral pridobiti ali pa zbrati 50.000 mark za postavitev. To pa ni bilo malo denarja. Ampak sem imel prijatelje v gospodarstvu, veste, Kovinotehna, Cinkarna in tako naprej. Malo smo šli skupaj, malo in tako. In smo to naredili, ne. To je Kipar Purk ga postavil in to je bil prvi spomenik, ker mene, veste, ko sem hodil po hribih, posod so bili neki spomeniki, tle pa nimamo nič, ne. Jaz sem hotel tudi, da bi naredil skupno, bom rekel, spominsko pokopališče za vse, da niso tiste plošče tam po tistih strmih poteh, ampak da so vse zbrano nekje na kup, ampak to mi ni uspelo. No, ampak zelo pomembno pa je bilo takrat v društvu nove prostore dobiti, prapor dobiti,
speljati Okrešelj na čistilno, iz doma planincev odplake na čistilno v Logarski dolini in tako naprej. To so bile tiste glavne naloge. Pa veliko sem hodil takrat v hribe tudi. Tudi. Pa so mi bili naši hribi že skoraj premehni, tako da smo potem pa v Dolomite začeli hoditi. Ne. A, res? Ja. Lepo. S prijateljem Primožičem, ki je bil enkratni vodnik, moram reči, sem veliko teh hribov v Dolomitih prehodil ali pa prelazil. Hribi so še vedno tvoja ljubezen. Pred oddajo sva malce klepetala, si rekel, da greš letos zadnjič na Triglav. Jaz pa mislim, da ne bo zadnjič. Ja, to je moja želja že kar nekaj zadnje 3-4 leta. Namreč jaz sem šel na Triglav 39krat že. S tem, da sem bil vedno na vrhu, ampak sem bil 35krat na vrhu. 3krat sem moral ostati tam na domu, ker je bila megla gor, ker so strele in tako naprej. To je. Enkrat pa celo samo do Vodnikove, mislim na Krederc, ne, sem bil pa se vrnil, enkrat pa celo na Vodnikovi koči, ker je pa snežilo. No. In letos bi šel gor 40-tič, ne, pa 35-tič pa na vrh, ne, ker bi se rad poslovil v Triglava. Ne, to mi je Daleč je še slovo. Šel boš, slovesa še pa ne bo zagotovo, ne. Mislim, da bo počas, dokler mi še zdravje služi. Ravno danes si imel kontrolo, zdravniki so rekli, da je zdravje sedaj v redu. Tako da hribi še bodo zagotovo. Vse veš, kako je to pri zdravju. Danes si, jutri te pa že ni več. 80 let bom zdaj čez pol leta in mislim, da se temu treba tudi primerno obnašati. Lep jubilej. Pa najti tisto, kar te še veseli, pa da si sposoben, ne pa da se naprezaš. To pa je. Tako. Sem pa vesel, da imam tako ženo, ki me razume in se razumeva in tudi rada hodi, tako da uživava tudi v tem. Med dva se veliko ob Sabini sprehaja, pa na Anski vrh, pa tu okrog. Turistično društvo je tudi zgodba zase. Ja, tudi. Tudi lepa zgodba, tudi veliko let aktivnosti. Kaj so bili morda kakšni vidnejši? A veste kaj, ko sem končal 86. leta mandat na občini, so prišli novinar Božič, moj prijatelj, če se spomnite, zelo dober novinar, tak pošten. Je prišel k meni pa je rekel, kaj predsednik, če bi vi postal predsednik turističnega društva, ne? Pa na koncu se rekel, nekaj pa moram delati, pa sem pristal, ne. Smo pa začeli obnavljati takrat fasade že po Celju, ne, tako da je rekel, da bi to malo nadaljevali. Jaz se pa spomnim prve igre, ne vem, kjer je že bila na Starem gradu, ko sem rekel, kaj pa če bi kako igro naredil. In smo se povezali z Svatnami na Koroškem in so prišli igrati Miklovo Zalo, ne, in moram reči enkratni dogodek, tam je bilo 8000 ljudi gor in tako naprej, ne, tako da to so take izseki. Recimo, sem pa bil v konjeniškem klubu, ampak pokazni. Merk se bil pokrovitelj, recimo, tega kluba, pa so se ljudje pritoževali tam v okolici, ker je bil en trener, ki je preklinjal, sedrl na te jahavčke male, ne. In so rekli, nekaj treba narediti. No, in sem šel tja zato, da to je to. Da si bil redar. Tako, In še ena ljubezen je, ki si še vedno zvest, kjer si še vedno aktiven, gasilstvo. Ja, veste, to pa je, prvega ne pozabiš nikoli, ne pravijo. Nikoli, tako je. 7 let mi je bilo, ko sem postal član gasilskega društva, prostovoljnega gasilskega društva v Dešinji vasi, ne. Gasilni dom naj pa pomenil vse, ne, vse veste. Od cerkve, goštarije, vse se je dogajalo, kultura, vse je bilo v gasilnem domu. Moj pradedek je bil ustanovitelj tudi tega društva. Moj oče je bil 30 let blagajnik temu društvu. No, jaz sem bil pa tudi član 1/10 mladinske, pa članske in tako naprej. Zdaj so pa, moram reči, tudi moj podmladek je tudi zelo aktiven, nečaki in tako nečakinje, že njihovi otroci in tako naprej. Ti si pa še vedno starejši član.
Jaz sem pa starejši član, ja, in tekmujem, Še vedno tekmuješ. Še vedno tekmujem. Bravo, bravo. In sicer celo v pokalu za Gasilsko zvezo Slovenije, ja, med 55 društvi smo in smo bili enkrat celo 5, no, pa drugač pa 8, tam 10, smo pa že kar. Pa veš zakaj? Tam je pomembno, da še letiš, ne, pa da si star. Zakaj pa to? Če tečeš za star, pa zato, ker starejši član ali pa veteran, ne, si od 58. leta naprej šele. In potem vsakih 7 let starosti dobiš eno točko. In jaz že imam toliko zdaj, ne, da že imam 3 točke, to pa pomeni 3 sekunde. Ja, 3 sekunde v tistem času, ko je treba priklapljati teč s cevjo in tako naprej, pa hidrant, pa oblačenje. Tako da sem kar izkanšen, no, vse izkanšen. Zato pa me pa vleče, ker držim kondicijo. Na koncu je to en motiv, no. Lepo kariero ustvaril v tako gospodarstvu, kot v vseh aktivnostih ob službi, ki si jih počel, družino ustvaril. Koliko otrok imaš? Imaš sina in hčero. Sina in hčero. Hčera je tudi pediater. Tudi pediater. V Izoli. Sin je tudi šel po tvojih poteh? Ne, ja, sin je pa ekonomist, ne. Sin je pa ekonomist. Je po mojem, je direktor zdaj, ne, ampak tako da, evo, pa 3 vnuke imam. Pa 3 vnukinje tvoje. 2 vnuka in 1 vnukinjo, ja. Eno vnukinjo. To je tista, ki je vprašala za mobitel. Tako, ja, je najmlajša. Ja. Je pa zelo, moram reči, sem bil v soboto, sva bila ženo na tekmi, ker je bila nek pokal Savinjske doline, za ne vem kjere, ne vem, ker to pri teh odbojko igra, ne. In je v neki grupi starejših deklic sicer, ker je zelo sposobna, in so bili kadar, so prišli v četrtfinale izmed 50 društev. Bravo. Ja, in je strašno zagnana, ne, zgleda, da ima podjetje to tisto živco. Da bo borka. Ja. Lepo, čestitke. Torej, sedaj s soprogo uživata zaslužen pokoj, ogromno storjenega, veliko zapuščine si pustil v našemu mestu. Res sem počaščena, da si prišel v žensko areno, da sem del te kariere tudi bila sopotnica na tej poti, saj smo podjetja sodelovala, tako smo se tudi spoznala. Čast mi je bilo in mi ostaja. Naj te zdravje služi. Hvala. Naj Triglav bo še vsaj 5-krat, da prideš še tistih 5-krat na vrh. Ne, bo pa prehudo za ženo. A bo za ženo prehudo. Obema želim veliko zdravja in čim več užitkov v vajenem pokoju. Še enkrat iskrene čestitke za res zasluženi naziv in uživaj svoje krepko zdravje in vse te lepe trenutke v penziji še naprej. A veš se, tako bom zaključil, ne, dokler imaš prijatelje, je lepa sedanjost in to drži, ne. Res je. Prijatelji te držijo, spodbujajo, pa luštno je, ne. Res je. Ja. Želim ti jih dolgovečno. Hvala. Hvala lepa, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, vidimo se spet prihodnjič. Lahko noč.